To poročilo, ta področja, ki so ključna navedena, stanovanjska problematika, izobraževanje, zaposlovanje, socialna politika, se mi zdijo ključna, ker je omejen čas. Naj samo pri zaposlovanju omenim, da so dejansko tudi v Sloveniji, odkud prihajam, predvsem pri Romih, veliki problemi, ker je ta delovna sila manj konkurenčna, težko nastope na trgu delovne sile in žal se vse prevečkrat pojavlja tudi pojav, da tudi zavračajo delo, ker je prejemek, ki ga dobijo iz delovnega razmerja, potem odbit od tistega prejemka, ki ga dobijo za socialno pomoč. Zato mislim, to je en moment, na katerega bi bilo potrebno biti v prihodnje pozitiven, biti pozoren, da ne bo poleg pravic zanemarjeno tudi področje obveznosti. Vsekakor podpiram to pozitivno diskriminacijo, ki se naj izvaja predvsem na področju in tudi s pomočjo evropskih sredstev, strukturni regionalni skladi za infrastrukturno rešitev, socialni skladi pa predvsem za področje zdravstva, izobraževanja, kjer je resnično nujno potrebno, da mladi otroci začnejo z izobraževanjem, kajti v nasprotnem primeru bodo še ena zamujena generacija. Kar se evropskih skladov tiče in pa kombinacije evropskih skladov z lokalnimi, državnimi, je nujno to, kar je bilo danes že tudi sporočilo kolegice iz Berlina rečeno, konstanta pri teh skladih. Vekolikor letos so skladi, drugo leto niso in programi morajo trajati skozi celotno 7-letno obdobje in nekaj se moramo zavedati, vključitev takšnih skupin in pa izboljšanje stanja rabi desetletje konstantnega dela, takrat še lahko pričakuješ rezultate. Hvala.